tokrat v občinskem informatorju. Se bo za odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi končno našla rešitev? Festival Arsana že prvi vikend navdušil. Lokalno z vavčerjem na BKTV. Nova trgovina z lokalnimi pridelki v centru Maribora. Koruzni labirint zemljevidom v roki. Jubilejni dan odprtih vrat vinarjev Jakoba. Lepo pozdravljeni. Odlagališče nevarnih odpadkov v Metavi je začelo delovati leta 1984. Minister za okolje Andrej Vizjak si ga je ogledal pretekle dni, ob tem pa so mu predstavili tudi problematiko tega odlagališča za okolje in ljudi, saj naj bi bilo tam zakopanih veliko nevarnih odpadkov v kovinskih sodih in vrečah. Kaj narediti s temi odpadki, kako poskrbeti za okolje, pa ostaja nerešeno vprašanje že vrsto let. Med vsemi projekti in problemi, ki so jih ministru za okolje in prostor ob njegovem obisku v Mariboru predstavili, je bil tudi problem odlagališča nevarnih odpadkov v Metavi. Še pred obiskom odlagališča je minister povedal. Ja, glejte, gotovo so to pač bremena iz preteklosti. Takih območij v Sloveniji je ogromno. V taki ali drugačni obliki tu gre za odlagališče odpadkov, nekje gre za degradirana površina, ker so pač industrija odlagala marsikaj, v Litiji, v Celju, kamorkoli zakopljete to. Ta sedanja koalicija se je zavezala pristopiti tudi k reševanju tega trdega oreha, ker pravzaprav nimamo sistematično urejenega tega vprašanja. Tako da sem seznanjen s tem problemom, kolikor vem je odločba in vsa neka upravna dokumentacija za to odlagališče na mizi, problem pa ostaja. Ta dokumentacija je stara kar nekaj, ne vem, že skoraj manj desetletje. Vendar problem je tu še vedno in pereč in ne moramo si zatiskati oči pred takimi problemi in moramo na ustrezen način tudi pomagati pri tem reševanju. In kaj ob koncu ogleda odlagališča povedal minister za okolje? Meni je bil predstavljen ta problem tega odlagališča nevarnih odpadkov. Zdaj tukaj je bila izdana odločba že leta in leta nazaj, izvaja se monitoring, to je v poslovnih knjigah Snage. Zdaj seznanjen sem, da je to, bi rekel, po krivici, da bi to moral biti problem države. Zdaj jaz obljubljam samo to, da bomo v hiši, spravi na MOP-u, pogledali dejansko stanje, se pogovorili tudi s Snago vizavi vseh teh okoliščin, s katerimi sem bil danes seznanjen, videli, kje lahko najdemo kakšne skupne točke. Menim pa, da so takšne degradirane površine, ki jih je kar nekaj po Sloveniji, primerne tudi za še kak drug namen, kot za to, da se samo kosijo in da se jih pusti zobu časa. Jaz menim, da je lahko nekaj hektarjev, kot vidimo tle, primernih tudi za postavitev kakšne fotovoltaične elektrarne. Mi potrebujemo obnovljive vire. Vidim, da je nenazadnje omrežje tu zraven, tudi prenosno, tako da preko najemnin, preko preložitve stroškov, košnje na energetiko ali pa energetike, ki bi lahko ta prostor uporabili, se da seveda tudi v nadaljevanju upravljati z takšno napravo oziroma z takšnim objektom, ki ga vidimo tu. Tako da vrsta nekih možnosti še je, po moje, okrog teh moramo nadaljevati razgovore in delati v obojestransko korist. Na ogledu pa je bil tudi predsednik krajevne skupnosti Malečnik Ruprče, ki je bil zadovoljen, da je prišlo do predstavitve. Jaz sem vesel, da smo začeli pravzaprav tisto, kar že vrsto let čakamo, da se ta zadeva končno nekaj začne reševati, ker pritisk ljudi je pač na krajevno skupnost takšna, kakršna je. In mi smo zato tam to, da pravzaprav rešujemo te zadeve in sem vesel, da se je minister odzval za naše vabilo. In skupaj z mestno občino Maribor in Snago bomo pač te zadeve peljali. Ustavili se ne bomo, bojim pa se, da ko se ministri menjujejo, prideš do cilja in pred ciljem je vse skupaj stop. Kar pa je nenazadnje tudi veliko tveganje. V Metavi namreč upajo, da se začeti postopki v korist ljudi in okolja tudi nadaljujejo in končajo. Najstarejše slovensko mesto Ptuj trenutno diha s festivalom Arsana. Da so ljudje komaj čakali, da se začnejo kulturni dogodki, pove dejstvo, da so prireditve odlično obiskane. Po koncu koncertov pa nam povedo, da so izvajalci izjemni. Glasbeniki pa v en glas zatrjujejo, da so takšni dogodki v Sloveniji nujno potrebni.
Na Ptuju je v času trajanja Arsane pestro že dopoldne. Mlade in stare je v soboto navdušila Neca Falk s pesmimi o Mačkom Urju. Privabila je tudi v Franciji živeče Slovence. Smo na dopustu, na obisku pri starših, pri babicah pa dedkih sedaj in zdaj potem pa, ker je otroka oba obožujeta Muco Maco pa Mačka Murija, v Franciji zmeraj beremo tudi te knjige in danes je ta teden se je nam podklopilo vse, tudi glede na korono, da je še vse kul, da smo lahko prišli, pa smo pol uživali vsi tukaj na koncertu. Najstarejše slovensko mesto živi z glasbo in kulturo in je tudi to poletje že 12. leto zapored stičišče glasbenih virtuozov, letos večinoma slovenskih. Ja, absolutno. Kultura mora zaživeti tudi v tem času in živeti, brez nje ne moremo. Tako da, ja, seveda taki dogodki so nujno potrebni za naše življenje. Glasbeno delo z naslovom The Port of Life Enzo je delo večkrat nagrajenega med New Yorkom in Barcelono živečega slovenskega skladatelja Žana Tetičkoviča. Res, da primerjavi z Port of Life 1 se vidi, da res za drugačno energijo, za drugačno izkušnjo bivanja v New Yorku. Tako da čakamo zdaj na Port of Life 3 z barcelonsko izkušnjo, tako da res en velik kompliment celotne ekipe, predvsem pa Žanu Tetičkoviču. Sam avtor nam zaupa zgodbo, ki stoji za glasbenim delom. Gre pa za zgodbo o emigraciji oziroma za akulturaciji, torej nekih izkustvih nekega emigranta v nekem novem okolju. In glasba, upam, da je to nekako tudi, upam, da so poslušalci uspeli preko glasbe to slišati in ja, to je bilo to. Pestro glasbeno dogajanje se je nadaljevalo v nedeljo, ko je za enega izmed vrhuncev poskrbel Big Band RTV Slovenija Solisti. Prečudovito je bilo, brez besed, res, samo prehitro je minilo. Prekratko, zato ker so zelo dobre vokalisti in vse od A do Ž. Super, najboljše. Pa še več takih prireditev. Čudovito je bilo, lepo. Fajn, da je vreme zdržalo, pa dobra muzika. Ja, mislim, da imamo dovolj domačih, zelo dobrih, profesionalnih glasbenikov in da lahko festival uspe. Ja, mi že leta obiskujemo festival Arsana in smo veseli, da je tudi letos. Odlično, tako kot vedno, ne. Saj mislim, da tudi kljub temu, da je situacija takšna, kot je, niso razočarali, v bistvu še bolj presenetili. No. Meni je bil današnji koncert fantastičen, taka energija, nove skladbe, vsi solisti so me v nulo prepričali, parkrat sem imela kurjo polt. Glasbenike pa najbolj veseli dejstvo, da lahko ponovno stopijo na oder. Lahko rečem samo končno in velika zahvala gre festivalu Arsana, ki ga poznam že odprej in sem že sodelovala in moram reči, da to je en izmed festivalov, ki si zares zasluži vse pohvale. 2012 vem, da sem bila tukaj, malce drugačni zasedbi, sicer manjši z bendom, ampak vsi imamo še danes po kolikih letih, zdaj 8 letih, najlepše spomine, res od organizacije, ozvočanja, vse štima in brez dvoma je tako tudi danes. Spektakularne večere letos obiskovalcem pričarajo slovenski umetniki in glasbeniki. Kolikor spremljam Arsano zdaj že 12. leto, se je tu res zgodilo ogromno vrhunskih koncertov in se mi zdi, da tudi takih koncertov, ki jih mogoče v Sloveniji malo primanjkuje, iz celega sveta, res vrhunski izvajalci. Je pa lepo, da letos dajemo prednost slovenskim in ja, vsaka čast Mladenu in celi ekipi. Organizator nam zaupa, da jih veselijo odzivi publike, strinjajo se, da je bila organizacija koncerta kljub nestabilnim časom edina pravilna odločitev. Kako v resnici brez umetniških enih vrhunskih dogodkov ljudje ne pridejo sami po sebi in je izredno pomembno, da govorimo res o kulturnem turizmu in mi smo zdaj začeli zelo dobro, prvi festivalski dan je super uspel, vreme je tudi naklonjeno, tako kot zadnja leta, na začetku čisto malo dežja, potem pa vreme kaže spet vročina, kar je res super. Prizorišča so mogoče malo bolj, se pravi, sprejela malo manj ljudi ob upoštevanju ukrepov, ampak še vedno so polna. Naša prizorišča tudi nekako odgovarjajo, da lahko upoštevamo vse te ukrepe. Tako da jaz mislim, da ja, spet se nazaj vračamo malo vsaj približno temu poletnemu vzdušju. Obiskovalci iz celotne Slovenije in tudi tujine se veselijo prihodnjih dni, ko bo na festivalu pester program. Glasbene večere bodo med drugim nadaljevali Gušti in Tomi Meglič, Vlado Kreslin, pa tudi Oto Pesner in Uroš Perić.
V Vodolah vse goste z vavčerjem pričakujejo na vinogradništvu Protner. Ponudijo vam lahko raznolika vina in odlično kulinarično ponudbo. Hkrati pa vas usmerijo, kaj vse si lahko ogledate v njihovi bližini. Več pa v pogovoru. Lepo pozdravljeni, danes smo v sklopu projekta Lokalno z vavčerjem na turistični kmetiji Protner, kjer vabijo prav vse Slovence, da obiščete njih, če želite unovčiti svoj vavčer. Z nami je Denis Protner, ki nam bo povedal več o njihovi turistični kmetiji. Lepo pozdravljeni. Torej, zakaj vse Slovence vabite ravno k vam, da unovčijo vavčer, ki ga bojo dobili? Zakaj ravno k nam? Saj ne ravno k nam, ampak v te naše kraje, kjer nas je več podobnih ponudnikov, ki ponujamo v prvi vrsti našo urejeno naravo, domačo hrano, seveda tudi vino, ki je, glavna dejavnost na naši turistični kmetiji, v sklopu katere so seveda tudi namestitvene kapacitete. Imamo 6 sob z 11 ležišči, ponujamo nočitev z zajtrkom. Seveda pa je na kmetiji možno doživeti tudi kaj več kot samo nočitev z zajtrkom. Kot sem že omenil, naša glavna dejavnost je vinogradništvo, vinarstvo. Zato seveda tudi ponujamo našim gostom voden ogled kleti z degustacijo različnih vin. Prav tako imamo ob koncu tedna, petek, sobota in nedelja, odprt vinotoč, kjer strežemo našim gostom domačo, lokalno pridelano hrano in seveda naša vina. Za izpostaviti pa morda na naši kmetiji je tudi odlična razgledna točka na naše mesto Maribor in pa bližnjo okolico. Tako da to je zelo, vabljivo. Se bo tudi turističnim ponudnikom poznalo, da je bila epidemija tudi v Sloveniji? Je tudi zato pomembno, da Slovenci podpremo Slovence? Ja, vsekakor, zaradi tega, ker sedaj v zadnjem obdobju, lahko rečem dobrih 2 mesecih pa pol, v bistvu nismo obeležili nič gostov. Seveda so pa to, 2 meseca, ki sta drugače v normalnih pogojih, meseca, v katerih beležimo največ gostov, predvsem iz tujine, pa tudi slovenskih gostov. Ampak sedaj tega časa v bistvu ne moramo nadomestiti, nihče ga ne bo vrnil. Zdaj v bistvu nekako začenjamo sezono v bistvu sedaj. Ravno zaradi tega, ker so še veliko nejasnosti, nekatere meje so še zaprte, zato še v kratkem ne pričakujemo tujih gostov in zato se mi zdi smiselno, če bi ljudje morda tudi malo šli okrog po Sloveniji. Saj sami dobro vemo, da dejansko ne poznamo vseh kotičkov Slovenije tako zelo dobro, kot si mislimo. Tudi sam še včasih grem na kak drug konec Slovenije in sem presenečen, ko pač ugotovim, da tukaj še pa nisem bil, pa poglej, kako je super in odlično, no. Mogoče niti ne na drug konec Slovenije, mogoče kakšen Mariborčan, ki še ne ve, kako lepo je pri vas. Tako je, tudi tukaj bolj lokalno se mi zdi, da tudi marsikdo smo le streljajo od mestnega centra, dobrih 10 minut vožnje, pa vendar še marsikdaj kdo zaide, se jim pa reče, gledam, tu pa še nisem bil na tem bregu, ne. In ja, seveda, vabljeni tudi lokalni in širše iz vse Slovenije. In vavčer je v bistvu odlična prilika, da... Je odlična priložnost, ja, da se ljudje zglasijo tukaj, ga pokoristijo in se morda kasneje tudi še enkrat vrnejo. Najlepša hvala za vaš pogovor in predstavitev kmetije in upam, da bo letos napolnjena z gosti. Super, hvala tudi vam za to reportažo. Pretekli teden so na Partizanski cesti v Mariboru odprli trgovino s pridelki Univerzitetnega kmetijskega centra Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede. Gre za večji kiosk, v katerem prodajajo svoje pridelke in izdelke. Bogata izbira zelenjave in sadja ter drugih pridelkov in izdelkov v novi trgovini na Partizanski bo zagotovo pritegnila kupce. Dekan Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede Branko Kramberger je ob otvoritvi te trgovine izpostavil razloge za odprtje. Ta trgovinica je namenjena prodaji, pa tudi predstavitvi naših pridelkov in pa izdelkov. Vse skupaj pa je rezultat dela na naših posestvih Pohorski dvor in Meranovo. Torej gre za lokalno pridelavo. Ti posestvi sta v osnovi namenjeni praktičnemu izobraževanju študentov in pa raziskovalnemu delu, vendar pa, ker se morate posestvi financirati sama sebe, potem torej tudi naše pridelke in izdelke ponujamo na trgu. Ponujamo oziroma od nas odkupujejo pridelke številne šole, vrtci, gostinski obrati in tako naprej.
Obenem pa torej vse, kar pridelamo, ponujamo tudi tu v Mariboru. In dejansko na tej lokaciji, torej tu pred modno hišo oziroma bivšo modno hišo, mislim, da smo našli optimalno lokacijo, kjer bomo naše izdelke oziroma pridelke ponujali torej mimoidočim. Rektor Univerze v Mariboru je ob tem izrazil zadovoljstvo, da se tudi mesto Maribor vse bolj zaveda lokalnih potencialov ne samo te fakultete, ampak tudi drugih lokalnih proizvajalcev. Vsekakor je odprtje trgovine, čeprav, kot ste rekla, trgovinice izgleda majhno, pa vendarle pomemben prispevek, ne nazadnje tudi k ozaveščanju pomembnosti prvič potencialov, ki jih univerza lahko ponudi, kajti zagotovo bomo tukaj ponujali visoko kakovostno hrano pridelano na ekološki način in s tem pokazali potencial, ki ga fakulteta ima tudi v svojih posestvih, torej nekaj, kjer lahko ljudje spoznavajo proizvode, se nekako tudi zanimajo za same možnosti, ki jih fakulteta ponuja, potem pa obiščejo seveda tudi lahko Meranovo, lahko torej tudi druge lokacije fakultete, na katerih lahko pridobijo še več tovrstnih živil. Je pa današnja otvoritev tudi simbolnega značaja, kajti to pomeni, da se tudi mesto Maribor širše zaveda potencialov lokalnih, ki jih ima ne samo naše fakultete oziroma univerze, ampak tudi lokalnih proizvajalcev, ki jih ne nazadnje v našem okolju in tudi v Pomurju ne manjka in ki zagotovo pridelujejo zelo kvalitetno hrano. Mislim, da je to eno pomembno sporočilo, ki ga danes dajemo v javnosti. Povezovanje s fakulteto in univerzo za to, da pride do Mariborčanov lokalno pridelana hrana, pa je vesel tudi mariborski župan. Izjemno sem vesel, da smo dokazali, da skupaj znamo narediti dobre zgodbe, to je še ena v nizu. Tukaj mi je zelo všeč, da povezujemo tako našo univerzo, našo zemljo, naše znanje, vsak dan sveža hrana na odlični lokaciji, 6 dni na teden. Veste tudi, da povezujemo z javnopotniškim prometom botanični vrt. Upam, da bo ta zgodba kmalu zaključena. Vse je prav tako nastavljeno, kar je odraz enega dobrega sodelovanja med univerzo in mestno občino. Tudi vse druge projekte, ki jih snuje mestna občina in univerza, usklajujemo, tako da imamo iste teme potem, kadar se dogovarjamo z državo. Ampak če se tukaj vrnem, je ena izmed prednosti mariborske regije, da je še vedno dovolj na srečo ljudi, ki delajo v našem okolju z zemljo in da imamo tako zdravo, lokalno, tukaj pridelano hrano, ki se ni vozila ne vem koliko kilometrov in bila pobrana še ne prav zrela. Teda to je res tisto, kar je največ vredno v tem času hitrega razvoja in iskanja dobičkov. Tukaj apeliram seveda na vse meščane, da naj cenijo mogoče tisto nekaj malega, kaj to več stane, ker je seveda tukaj dosti več truda in znanja. Spodbujanje lokalnih pridelovalcev hrane tako še dodatno prihaja v ospredje. Koruzni labirint v Mariboru spet razveseljuje obiskovalce s svojo zasnovo in zanimivimi postajami. Narejen je tako, da ponuja obilico izzivov, v katerih se obiskovalci morajo znajti, da pridejo ven. Poglejmo, kako se znajdejo z zemljevidom v roki. Koruzni labirint v Mariboru ponuja velik izziv za mnoge, tako družine kot skupine otrok, ki tja prihajajo v okviru počitniškega varstva ali v drugi organizirani skupini. In kaj upajo tisti, ki se odpravijo v labirint? Ja, upamo, da se ne zgubimo. Kaj nas kdo pride iskat, če se zgubimo? A že pred vstopom v labirint dobijo obiskovalci natančna navodila in zemljevid ter napotke za dobro uro in pol zabave. Niste omejeni, sami si boste regulirali. Na nekih postajah lahko počivate, tako da predlagam, da skrite točke najdete, tiste dve. Ena je taka zelo udobna za počivati. Koruza je dovolj velika, da se ne da goljufati, ampak je treba skrbno pregledati zemljevid. Poti pa so razporejene tako, da bi se gledano iz zraka videlo lepo podobo. Je zanimivo tole iskanje točk? Ja. Kaj so ti še povedali tam na začetku, navodila, kaj se je treba paziti? Da se ne bi izgubili, pa
Ne vem več. Kaj pa recimo, so kakšne skrite točke tukaj ali pa, Ja. kako boste vedeli? 2 skriti točki. Ste jih že našli? Ne. Še ti poveš mogoče, kaj se še spomniš od navodil tam, pa ali vidiš tu čez koruzo, ali je mogoče previsoka že, da bi malo pogoljufala, pa čez pogledala? Previsoka. Kaj so še povedali, na kaj še treba paziti, na kaj moraš biti pozoren? Da če se bi izgubil, da prideš na neko, ki so jagode polje. Ja, zelo je zanimivo, pa tudi poučno. Všeč mi je, da so tudi zastavljene miselne igre vmes, tudi čas je za počitek, lani so bili kakšni ležalniki, tudi kaj o starih časih, da se naučijo je bilo. Pa všeč mi je tudi to, da imajo otroci zemljevid v rokah in se potem tudi naučijo malo orientacijskih stvari. Tako da na nek način se jih pripravi do tega, da ne sedijo doma, ne gledajo televizije, niso za računalnikom, ampak so v naravi. Tako, pa da se v njej potem tudi znajdejo. V čem pa je letošnji labirint drugačen od lanskega? Uvedli nekaj novosti. Ta največja novost letos je, da smo del labirinta prikrili na zemljevidu, tako da gre za tako imenovano neraziskano koruzno polje, ki ga obiskovalci obiskujejo brez zemljevida. Pa vendar se lahko znajdejo, točke so verjetno zanimive, tako kot prejšnja leta. Kaj najdejo na teh točkah? Tako, letos je v labirintu 15 orientacijskih postaj. Poleg tega, da te postaje pomagajo pri orientaciji, so hkrati tudi vsebinske. Vsaka postaja ima drugo vsebino, so pa zelo različne. Nekatere so poučne, tiste preberejo, se podučijo o nekih vsebinah, druge so pa naloge spretnosti, uganke, miselne igre, tako da je v bistvu obisk en tak razgiban dogodek. Koliko časa pa porabi potem neka taka manjša ekipa za raziskovanje labirinta? Koliko povprečno vzame časa? Povprečno bi rekla tako nekje 1,5 ure, čeprav je zelo različno. Nekatere družine, predvsem so obiskovalci družine, si vzamejo veliko več časa, nekateri pa so pač bolj športno naravnani, tisti so pa bolj hitri. Vodja še pravi, da ni strahu, da bi se izgubili, zemljevid je narejen dobro, sam labirint pa s svojimi postajami res zanimiva destinacija za obiskovalce. Vinarji Jakoba so tudi letos odprli vrata svojih kleti, ponudili svoje vino ter prigrizek. Glavni namen prireditve je kot že vsa leta predstavitev vinarjev kot tudi samega kraja. Obiskovalci lahko kupijo kozarec, ki ga lahko uporabijo pri vsakem vinarju. Več pa v prispevku. Jakobski Dol, kot tudi ostale slovenske gorice, so bogate žlahno kapljico vina. V soboto je bilo pri vinarjih veselo, saj je potekal dan odprtih vrat. In kakšna so vina? Pristna, svojstvena. Pri vsakem vinarju, bom rekel, drugačna. Izražajo mikroklimo, lego, pa posameznega vinarja. Je to mogoče ravno posebnost, da vinarjev je veliko, pa vendar je vsak drugačen? Mislim, da je to posebnost ne samo slovenskih goric, ampak posebnost celotne Slovenije. Vsi smo dokaj mali, vina pa zelo različna, ponujamo pa zelo različne stvari na zelo majhnem prostoru. Mislim, da je to zelo zanimivo za gosta, domačega in tujega. Obiskovalci lahko med potjo od ene do druge vinske kleti vidijo griče, kjer se bohti vinska trta. Na dvoriščih pa poklepetajo z vinarji, ki vlagajo veliko dela, da dobijo končni rezultat, vrhunsko vino. Tukaj smo do danes probali, do zdaj je vrhunsko. Kje vse ste že bili? Kje vse smo že bili? Moramo pogledati. Hameršak, Mulec, Bračko, tu smo še soseda dodali, ker smo ga sprovocirali, da dal litrco ven, tako da. Delate kljukice? Točno to, treba pa obdelati vse. Letos je vrata odprlo 10 vinarjev, med njimi tudi vinogradništvo Mulec. Letos je 10. obletnica, tako da smo še malo priredili nekaj malo glasbenih skupin letos in ljudje se očitno veselijo, srečan tudi v teh virusnih časih, kako bi rekel. Zato pa tudi vino pomaga proti virusom. Ljudi je že dosti, skušamo se malo držati ukrepov, poskusijo pa vse. Pa imamo danes 11 sort za poskusiti,
Tako da je za vsakega nekaj od suhega, pol suhega do pol sladkega. Kljub ne najbolj poletnemu vremenu je bilo ljudi na dvoriščih vinogradnikov veliko in vsi so bili izjemno zadovoljni s ponudbo. Naša skupina se udeležuje vseh teh dogodkov. Bili smo prvo v Vodolah, prej smo bili v Svečini, zdaj pa v Jakobu in probamo, kako je vino. So pomembni takšni dogodki za kulturo? Seveda, to je zelo pomembno za kulturo pitja, za kulturo druženja in tako dalje. Dan odprtih vrat je privabil tudi tujce. Turistka iz Avstrije pohvali slovenska vina. Very, very good. It's the sixth time we are here every year and it's great. Vinogradništvo je glavna kmetijska panoga Slovenskih goric in v zadnjih nekaj letih se vse več vinarjev odločilo za vstop na trg z lastno blagovno znamko vin. Obiskovalci imajo možnost pokušine pri vseh. Ljudje nabavijo kozarec, vrednosti 15 € z obešanko, in potem lahko pri vseh ponudnikih poskusijo njihova vina in ostale dobrote. Za kozarec pa lahko nabavijo pri vsakem ponudniku. Pohod od ene do druge kmetije po vinskih cestah med vinogradi nudi prav posebno doživetje. Ja, ko se vino predstavlja, je vedno zanimivo, ne? Sploh na Štajerskem. Torej vinske poti vedno neki svoj čar, ne? Ljudje so klepetali in nazdravljali še pozno popoldne. Poglejmo še, kaj se te dni dogaja v naših koncih. Danes zvečer se lahko na festivalu Arsana nasmejite na stand-upu Tadeja Toša. Še vedno pa se odvijajo filmi v sklopu letnega kina Minoriti. Toliko za enkrat, spremljajte nas tudi na spletnih portalih lokalec.si in mvreport.si. Želim vam lep začetek tedna in nasvidenje.